Če želiš, da te idealne stranke nikoli, ampak res nikoli ne najdejo ali pa sploh opazijo in da se popolnoma zgubiš v množici, potem je današnja epizoda točno zate, ker bom delila ravno 5 preverjenih načinov, ki res dobro delujejo, zato da ne izstopaš, da si v povprečju in da se izgubiš v množici. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Danes bom torej s tabo delila 5 preverjenih načinov, ki res zmeraj delujejo, zato da ne izstopiš iz konkurence ali pa iz poplave vseh ponudb pa ponudnikov, ampak da res ostaneš v tisti množici, da ne izstopaš, da nimaš prepoznavnosti in tako naprej. Mogoče se vprašaš, zakaj bi kdo to hotel? Ravno zaradi tega, ker želim pokazati, da v bistvu oziroma pogledati, da mogoče delamo točno te stvari, ki nas držijo v tem, da smo nekako v povprečju, da ne izstopamo in se mogoče tega marsikateri podjetnik pa podjetnica niti ne zaveda. Zdaj, če hočeš zgraditi svojo prepoznavnost na bolj taki trdi način oziroma na taki, ki ti bo držal za dolgoročno, potem te seveda povabim, da pogledaš navigator, kjer ti pokažem, kako lahko greš od polnega urnika do polnega življenja. Link do njega bom pustila spodaj ali pa greš na spletno stran mod.si /navigator in ga tam brezplačno tudi snameš. Zdaj pa gremo pogledati 5 najboljših načinov, kako se sploh v online svetu zgubiti v množici. Prvi je definitivno zelo pogost in je, da si čim bolj splošen. Da je tvoje sporočilo čim bolj splošno, v stilu, da želiš res čim bolj posplošiti vse informacije, da je to tvoja ponudba za čisto vse, da se nihče ne najde sploh v tvoji ponudbi oziroma da se vsi najdejo in hkrati ni za nikoga prilagojena, da ljudje v bistvu razumejo, ampak v bistvu nič ob tej ponudbi ne začutijo, ne zbudi se želja, da bi naredili korak naprej in tako naprej. Če lahko tvoj opis uporabi še 100 drugih podjetnikov ali pa podjetnic, potem je to definitivno ta prava pot. In če vidiš, da je opis tvoje ponudbe enako kot opis na 10 drugih ponudnikov, potem je to definitivno prava pot, da nikoli oziroma da ni šanse, da v bistvu izstopaš iz poplave vseh ponudnikov, če temu tako rečem. Druga točka je, da uporabljaš čim več lepih ali pa, kot jaz rečem, visokih besed ali pa praznih besed, ki jih tvoja idealna stranka niti ne razume ali pa ki jih večina ljudi ne razume. Ker zveniš s tem lahko zelo nedostopno, ker zveniš tako zelo teoretično ali pa da mogoče imaš kakšno naučeno znanje, nič se ne pokaže, da tudi v praksi recimo to mogoče poznaš, da je veliko takih buzzwordov, če temu rečemo, ki naredijo veliko šuma, pa nič ne sporočijo, da je čim manj konkretno tudi opisana ali tvoja ponudba ali tvoje storitve ali to, kar ti počneš. In če zveni ful pametno, še ne pomeni, da karkoli pove. In če uporabljaš res takšne besede, ki jih stranke ne razumejo, zato da si postaneš nedostopen ali pa nedostopna in da sploh ne vejo, o čem mogoče ti govoriš, je to še en taki način, da v bistvu stranke zelo hitro izgubiš in da hitro pozabijo nate, na tvojo ponudbo in vse ostalo. Tretji način je, da vsaj vsak teden, lahko tudi vsak dan, spreminjaš svoj stil. To je lahko v obliki vizualne podobe, to je lahko v sporočilnosti ali pa celo v tem, kar so tvoje vrednote ali pa kaj sporočaš. En teden je vse v rdeči barvi, drug teden je vse v zeleni barvi,
potem pink, skratka čisto drugi odtenki, ki sploh ne pašejo skupaj, da nimajo nobene v bistvu skupne rdeče niti, da sporočilo je enkrat, da ne vem, en teden si za nekaj, drug teden si proti temu, slediš vsem trendom, ki se pač pojavijo, ne glede na to, ali so v skladu s tabo ali ne. To je v bistvu še ena recimo super točka, da te ljudje si ne zapomnijo in da te zelo, zelo hitro tudi pozabijo. Potem 4. točka je, da nikoli ne poveš, kaj naj potem naredijo, ko nekdo recimo prvič sliši ali pa pride do tebe ali pa te vidi ali pa te zasledi, ne poveš, kaj je naslednji korak. Ne? Torej, če pogledamo na spletni strani prodajno stran, odstraniš vse gumbe. Zato, da se v bistvu potem obiskovalec najmalo namuči, če res želi to kupiti in če res slučajno ugotovi, kako zdaj pride do tega nakupa. To je recimo ena čudovita pot, kjer stranko zelo, zelo hitro tudi izgubiš in je včasih kar pogosto tudi v uporabi, v stilu tudi recimo tako, se vejo, da pač kliknejo na kontakt, pa mi potem pišejo, to je recimo super način, kako izgubiti več strank. In če jih torej ne vodiš, se bojo lepo tvoje stranke počutile izgubljeno, bodo prej obupale, preden pridejo do nakupa ali pa rezervacije ali karkoli pač je naslednji korak. Torej, ne poveš, kaj je naslednji korak, tako da jih lahko res, res hitro tudi izgubiš. In 5. točka, jo pa zadnje čase vidim zelo pogosto in na njo že malo dobivam alergijo, ampak je pa zares zelo, zelo učinkovita. In to je, da redno za vse besedila, za vse tekste, za vse odločitve, ki jih imaš za svoj posel, uporabljaš ChatGPT. In to zelo, zelo direktno. Nič prilagojeno, da ga odpreš, nič informacij mu ne daš in kopiraš direktno vso vsebino, ki jo dobiš tam, kar direktno recimo na svojo spletno stran, na predstavitveno stran za svojo ponudbo. To je čudovit način. Ali pa da napišeš vse maile, tako zelo, če kombiniraš recimo s prejšnjimi točkami, da uporabljaš zelo visoke ali pa ne vem, zelo profesionalne besede, da nimaš konsistence, da ne poveš, kaj je naslednji korak in da uporabiš še ChatGPT zraven v tej kombinaciji, je sigurno uspeh za to, da te nihče si ne zapomni oziroma da se ti res malo ljudi zapomni in da ne izstopaš, skoraj da zagotovljen, bi si upala trditi. In torej, če velikokrat vidiš nek stil, ki ga ima ChatGPT in ga uporabiš tudi ti, je torej to super pot, da greš hitro v pozabo, ker pač delaš tako, kot delajo vsi drugi, tudi če ne poznaš, ali oni imajo pozitivne rezultate ali pa ne. In če želiš zveneti, torej, oziroma če zveniš kot robot in ne kot ti, so še v bistvu tu samo plus točke, pri tem, da res nikakor ne izstopiš. Ok, zdaj malo se hecam, malo pa tudi ne, ker je teh 5 točk res pogosto vidim in potem se v bistvu podjetniki in podjetnice sprašujejo, ok, pa zakaj jaz zdaj, zakaj me nihče ne najde, zakaj nihče me ne prepozna in potem želijo, da jim mogoče naredimo analizo spletne strani, in potem odpremo spletno stran in že na prvi pogled vidiš, da je napisal ChatGPT, ker je takoj prvi odboj, pa ne da ne mislim, da ChatGPT ni dober za uporabo, ampak definitivno pa ni dober za pisanje vsebin. Je dober mogoče za brainstorming, mogoče za kakšno idejo, mogoče za kakšno drugo frazo, da ti poišče kakšno informacijo, pa še to je vse treba preveriti, ampak da ti pa napiše recimo celotno vsebino na spletni strani in to se itak potem vidi iz letala, je pa ni najboljše. Če želiš pač seveda imeti večjo konverzijo tudi na spletni strani. Tako da to je 5 točk, ki mogoče, če se najdeš v kateri izmed teh, to ni dobeno mišljeno kot kakšno obsojanje ali pa kaj takšnega, ampak je mogoče samo en taki lušten opomnik, da si mogoče
malo pogledamo vase, pa se malo sami sebi nasmejimo, ker tudi jaz se včasih najdem v kateri izmed teh točk, da se malo sami sebi nasmejimo in rečemo, ok, štekam, gremo naprej drugače delovati. Ne pozabi, spodaj pustim še link do brezplačnega navigatorja od popolnega urnika do polnega življenja, ki ti bo pomagal do boljše prepoznavnosti in pa seveda, da svoj polni urnik vključiš tudi v polno življenje ali pa tisti polni urnik malo manj zmanjšaš. Tako da želim ti veliko uspehov in se vidimo naslednjič. Uživaj, čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.